Boris, pozdravljen. Lep pozdrav. Potem, ko so ukrajinske sile v preteklih tednih zabeležile več zmag proti separatistom vzhoda države, se zdi, da se je sreča obrnila. Čemu lahko pripišemo zadnje zmage upornikov na bojiščih in ali se bo ta trend nadaljeval? Glejte, tako je, ja. Sreča se je obrnila. Seveda, Kijev pravi, da zato, ker so po zadnjih podatkih tega polkovnika Lisenka, ki je znan potem, da širi zelo zanesljive informacije o tem, kaj se dogaja v Ukrajini, je zdaj okrog 15,000 ruskih raznoraznih vojakov, s katerimi naj bi se borile ukrajinske sile. Tako da, se pravi, po njihovi razlagi so začeli izgubljati zato, ker so Rusi jim začeli pomagati. Glejte, je pač ta, da razlaga je taka, da seveda kakšni Rusi že tam pomagajo, ni pa organizirano to. In tudi eden od razlogov velikih je tudi ta, da je ukrajinske oborožene sile so v izjemnem kaosu. Tudi že prej jim je zmanjkovalo denarja, tako da so mogli en parkrat jim zdaj na posebnih zasedanjih rade, njihovega parlamenta, povečati budžet za vojsko, ker imate danes protestirajo pred rado, ki imajo posebno zasedanje, ker bodo zamenjali kompletni vojaški vrh, najbrž zaradi zadnjih porazov. Imate resne proteste vojakov, ki se pritožujejo, da se jih poslali na fronto ne samo brez orožja, celo na pol brez uniform, ne, in brez hrane in vse. Tako da velik kaos je na drugi strani. Ukrajinski, oni so se pa malo bolj organizirali in so začeli protiofenzivo. Tako da, poglejte, jaz mislim, da je nekaj takega, tako kot je kolegica Polona Frelih zelo lepo komentirala, ko je videla stisk roke v Minsku med Petrom Porošenkom, ukrajinskim predsednikom in Vladimirjem Putinom, rekla, ta stisk veliko pove. To pomeni, da so res začeli izgubljati. Jaz sem že enkrat februarja napisal v enem komentarju, da slejko prej, bolj ko bodo tolkli, slejko prej bo prišlo do tega, da se bodo začeli pogovarjati. In nažalost gleda, da bo prišlo do nečesa takega, kar je bilo takrat v bivši Jugoslaviji, ko se je bilo treba nekje v enem Daytonu usesti dol in se dogovoriti tisto, kar se prej niso mogli zmeniti, ne? Ker pač z orožjem se ne da nič dogovoriti. Mislim, to pač vsi vemo. Mislim, še kjerkoli je prišlo do tega, sploh pač vse ljudje, ki so približno enake nacionalnosti, enakih pogledov, enake vere, začnejo med sabo mlatiti. Slejko prej se morajo usesti in pogovoriti, ker je treba skupaj živeti. Edina druga varianta je, da pač ena stran totalno uniči drugo, ne? Kar je pa nekako, vsaj če mene vprašate, nemožno. Ne? In zanimivo je tudi ta obrat, zdaj v Kijevu razmišljajo, da se bodo oni šli partizani, ker do zdaj so imeli uporniki partizanske enote, zdaj bodo pa oni, ker pač silo samo niso mogli tega doseči. Kako učinkovita bodo pogajanja kontaktne skupine, ki so se včeraj znova začela v Minsku? Poglejte, vsak taka pogajanja so lahko učinkovita zgolj to, če se višji igralci odločijo, da jih bodo spoštovali. Je bilo že nekaj resnih pogajanj, od Ženeve pa do ne vem česa, pa konec koncev so bile pogajanja takrat, ko je prišlo do prevrata v Kijevu, kjer je evropska trojka podprla neko rešitev, ki jo je pač kijevska opozicija takrat izrabila, da je se pač rešila predsednika Janukoviča in se potem delala, kot da ni nič sprejela. Ne? Tako da pri vseh teh zadevah je seveda veliko vprašanje, kako bodo na te, kaj se bodo tam spogajali, reagirali veliki. Ne? Ker konec koncev, mislim, ne si zatiskati očes, tukaj ne gre za noben spopad med Ukrajino in Rusijo, tukaj gre bazično za spopad med Rusijo in ZDA. In pač s pomočjo nekih pol zaslepljenih Evropejcev okrog tega, ampak bazično gre za ta spopad tukaj, ki je geostrateški. Tako da, se pravi, in do zdaj ni bilo vsaj iz Washingtona videti nekih kakršnih koli sledi, da bi kakršen koli tak dogovor tudi zares spoštovali. Ne? Oziroma se je takoj začela neka druga igra naprej in nimam občutka, da je v interesu Zahoda, da bi to zares v tem trenutku zaustavil.
Razen, če se ne bo to zgodilo, da bodo res začeli marširati proti Kijevu. Vse te uporniki, zdaj, ko se bo pač ta vojska maknila. Ker po njihovih podatkih so v zadnjem času jim ranili, ubili oziroma nesposobili več kot 300 vojakov v zadnjih parih dnevih Ukrajincem tam. Kako komentiraš obtožbe Kijeva in številnih zahodnih držav o neposredni vpletenosti ruske vojske v konfliktno vzhodu Ukrajine? Zdaj, o čistem neposrednem vplivu bi težko rekli. Ne? Pač ta vzhodna Ukrajina, ta tukaj Donetsk, pa to kljub vsemu ni Krim. Tam ni bilo ruske vojske, ker se je dalo reči, da je bila neposredno vpletena zaradi tega, ker je že bila tam. Ne? Tukaj, da oni kljub ne vem kolikim v zadnjih tednih raznim breaking news, ko jim pravijo, kako je pa Rusija končno invazijo naredila, tja, mislim, resne invazije tam ni bilo. In tukaj mislim, da sem celo sam že napisal to, kar je Putin Borozu rekel pred par dnevi, če bi se resno šli invazija, Kijev pade v 2 dneh, mu je rekel, ker pač, pa ne sem Kijev, mislim, da če bi se resno zapletlo, so tudi v Varšavi zelo kmali. So pač druga najmočnejša vojska na svetu in ne vem, po mojem se ne gre hecati z njimi in jih stiskati v kost to, kar počnemo. Ne? In sploh na ta način, ne? Ker če oni karkoli pomagajo, kar sem prepričan, da pomagajo, sicer neuradno, pa tudi konec koncev imajo velik vpliv na te upornike. Saj to, da so si čez noč spremenili in da bi zdaj pa kar naenkrat živeli v Ukrajini, če so še pred enim dnevom govorili, kako jih to absolutno ne zanima, in se seveda dobili ukaz od nekje, zakaj morajo tako zdaj v Minsku drugače razmišljati. To je sigurno, da so tukaj vplivi, ampak neposredne vojske tam ni, mislim, ker se pravim, potem bi bila zadeva dost hujša. Prav zaradi teh obtožb po prisotnosti ruske vojske na ukrajinskih tleh je Evropska unija pretekli konec tedna Moskvi znova zagrozila s sankcijami. Kako učinkovit je bil prvi val sankcij in kako je vplival na vzdušje v Rusiji oziroma na odnos ruskega prebivalstva do Putinovega reševanja krize v Ukrajini? Zdaj jaz, kolikor lahko pač oddaleč gledam in kolikor imam stikov in kolikor lahko poleg uradnih virov, ki na Zahodu veljajo za propagando, lahko spremljam tudi pač opozicijske ruske medije, seveda je tudi delno upor. Se bo poznalo pri nekih določenih zadevah, seveda vpliva tudi na širšo ekonomijo, bo na nek način seveda pomagalo to, kar pravi tudi uradna stran pri reorganizaciji ruskega gospodarstva, samo v teh časih je to malce težje. Je pa dejstvo, da je tukaj, da so se začeli vse bolj naslanjati na Kitajsko. Kitajska absolutno ne misli podpirati teh sankcij, še več slišati je v zadnjih dnevih celo uradne izjave iz Pekinga, naj ga Zahod neha mal tukaj sračkati, kot se temu reče. Tako da zdaj, da bi prav neposredno to občutili v Rusiji, ne. Celo obratno, jaz mislim, glede, kolikor sem gledal raziskave javnega mnenja in to od resnih agencij, tiste, ki celo na Zahodu veljajo za neodvisne ruske, se je prebivalstvo še vedno podpira, oziroma mogoče celo bolj zdaj podpira Putina in tako da tudi ena od javnih raziskav je pokazala, da prebivalstvo podpira kontrasankcije, ki jih je uvedel, kar bo seveda pomenilo, da ne bodo imeli kakšen priboljšek na mizi, ki prihaja iz Evrope, ampak mislim, da jih je precej poenotil in Putin ima rekordno priljubljenost še vedno. Tako da tukaj mislim, da sankcije niso delovale oziroma celo nasprotno, da mislim, da se je uspele celo poenotiti Ruse in nekako mislim, da tam Kremlj lepo pelje saj na notranji sceni, dober PR in tako kot žrtve, ki niso nič naredili, pač Zahod, ki poskuša Rusijo stisniti in ta diskurs, da je
da so ga ljudje tam sprejeli. V nasprotju s tem, ko mislimo, da imajo ljudje oprane glave tam in ne vem kaj, ker gledajo njihove medije. In Rusi so tukaj dosti bolj pametni kot mi zahodnjaki. Ravno zaradi zgodovine pač tega tam noben ne verjame medijem samim po sebi, ampak imajo vedno ta cinično distanco do tega v nasprotju z nami, ki verjamemo vsaki propagandi, ki se jo izmislejo nekje v vrhovih moči, potem nam nič ne pokažejo, mi mediji pa točemo in govorimo o velikih invazijah. Pa se pogledajte, v zadnjih tednih Guardian, New York Times in potem, ko greš gledat, kaj so našli, potem vidiš, da imajo neke zelo čudne neimenovane vire iz Washingtona in iz Kijeva, iz terena. Težko, da bi karkoli videl, potem se pa ti znajdejo neki posnetki enih, ne vem, parih tankov, ki so bog ve kje in kdaj. Zdaj pravim še enkrat, če bi Rusi res čez udarili, bi se to videlo in opazilo. Jaz upam, da ne bodo, da ne bomo do tega pripeljali. No? Saj pravijo tako, Lavrov še včeraj rekel, da v nobenem primeru ne bodo. Ampak kakor izgleda, res ne bo potrebno, ker mislim, da se je tam, če berete današnji Špigel, govorijo NATO-vi visoki generali že, da je Ukrajina izgubila vojno na jugovzhodu države. Kaj pa včerajšnja napoved Zveze NATO o oblikovanju posebne bojne enote za hitro odzivanje? Kako bo to vplivalo na odziv Moskve? Ja, poglejte, v Moskvi so se že odzvali. Pač pravijo, da NATO kar počne, bo pač prisilil k temu, da se bodo oni podobne stvari začeli iti. Se pravi, bomo pač šli na novo oboroževalno vojno tam. In mislim, da tukaj je treba tudi to pogledati. Poglejte, kdo je šef NATO zdaj. Se spomnite mogoče leta 2003, kaj je ta isti Fogh Rasmussen govoril o orožju za množično uničevanje v Iraku? On ga je videl, skoraj da. On ga je našel, še preden je kdorkoli tja šel. Tako da jaz bi bil zelo pazljiv pri vseh teh velikih izjavah NATO, zdaj pri velikih nekih dokazih, ki jih imajo. Konc koncev pa to pozivanje, ki bo še prekleto nas tudi zadevalo v Sloveniji. Namreč, kaj ugotavlja zdaj? Koliko je Rusija povečala obrambni proračun v zadnjih letih in kako ga pa NATO ni? In treba je gledati tudi v tej luči ta vrh NATO. Namreč, kako bo zdaj, nekako bomo treba malo več za vojsko dajati zdaj zaradi tega. In potem zdaj govorimo, da imamo samo 2 še ambulanti tam na urgenci v Ljubljani. Ja, poglejte, bo pa še kakšna manj, ne, ker bo šlo več za orožje. Tako da, treba je malo, jaz sem tukaj zelo ciničen pri teh zadevah. Mislim, tako da, ja, mislim, in tudi ne vidim. Ja, pač bomo pa povečali proračune za vojsko, šli se bomo bojevati proti namišljenim sovražnikom in bo lepo, ne, in ekonomija bo tekla. Najlepša hvala. Ni za kaj.